Dober večer. V oddaji Poslansko vprašanje nadaljujemo z nizom pogovorov s političnimi predstavniki v parlamentu. Naša nocojšnja gostja je podpredsednica Državnega zbora, poslanka Pozitivne Slovenije, Renata Brunskole. Dober večer. Dober večer. Poglejte, v nedeljo je Metlika dobila novega župana. Volitve so bile seveda potrebne, ker ste bili vi izvoljeni za poslanko in seveda sta funkciji sedaj po novem nezdružljivi. Ste si želeli več kandidatov ali ste zadovoljni s kandidatom, ki je bil edini in na koncu seveda tudi izbran? Menite, da bo dobro vodil občino tudi naprej? Glede na to, da sem gospoda Darka Zevnika sama imenovala za podžupana občine Metlika in da je eno leto delal kot poklicni podžupan, ker sem bila jaz namreč poklicno poslanka Državnega zbora, menim, da smo skupaj začrtali toliko projektov, skupaj z članicami in člani občinskega sveta in sodelavci v občinski upravi, tako da menim, da ne bi smelo biti težav. Zagotovo bo čez 2 leti in pol verjetno nekoliko drugačna slika v času pred volitvami, predvidevam oziroma nekako si mislim, da bi takrat znalo biti tudi več kandidatov. No pa vendarle, a je ostalo kaj tistih nekončanih, čeprav se je seveda nekaj časa vedelo, da bo ta funkcija postala nezdružljiva, pa vseeno imate recimo željo, da bi naredili še kaj kot županja, recimo so še kakšni projekti, kjer vam je ali spodletelo ali pa pač enostavno ni bilo dovolj časa? Seveda je stavba Konzuma, v kateri načrtujemo urediti ljudsko knjižnico Metlika, tista, pri kateri strani Ministrstva za kulturo nismo prejeli sredstev. Vendar pri drugih projektih pa moram reči, da je Belokranjski vodovod tisti kohezijski velik projekt, ki je za nas strateško gledano za celotno Belo krajino izjemno pomembno in tukaj se bom tudi sama še naprej trudila, da tovrstni projekti v Republiki Sloveniji tečejo dalje. V sami Metliki je tukaj izgradnja doma, dislocirane enote doma starejših v Metliki, enote za dementne, kjer je že podpisana sofinancerska pogodba 2 milijonov evrov in kolikor sem seznanjena, postopek normalno poteka. Sem pa vesela tudi podpisa pogodbe kanalizacije, čistilne naprave in obnove vodovoda Drašiči, za katera smo sredstva še v lanskem spomladanskih mesecih prejeli sklep o pridobitvi 972 tisoč evrov nepovratnih sredstev, tako da zadeva poteka. Pa tudi osnovna šola Suhor in osnovna šola Metlika bosta imeli, to smo še v prvi obravnavi proračuna in sedaj so tudi že v drugi obravnavi sprejeli sklep in namenili sredstva za zamenjavo oken. Tudi, kolikor sem seznanjena, že dolgo načrtovani projekt napeljave vodovoda v Vidovšičih so tudi namenjena sredstva, pa veliko še manjših projektov, tako kot je tudi Metliški grad, kjer je Belokranjski muzej, gre za 300 tisoč evrov prejetih nepovratnih evropskih sredstev, gre za ureditev prelepih podstrešnih prostorov, kjer bodo tako depoji kot tudi večnamenski prostori kot dvorane za razne predstavitve, pesniški zbirk, razna srečanja, občne zbore. Skratka, Metlika gre naprej. Je kar nekaj projektov. No, ko ste bili zadnjič gostje poslanskega vprašanja, ste bili še poslanka na listi Socialnih demokratov, danes že Pozitivne Slovenije. Je bila to prava ali napačna odločitev glede na razvoj dogodkov, kot so se zgodili recimo po teh volitvah? Če me vprašate na lokalno raven, je verjetno kolega, sedaj župan Zevnik, vesel, da sem se tako odločila, ker sicer bi verjetno bila sedaj poklicno županja Metlike in bi verjetno izjemno težko bila izvoljena za poslanko, če bi samo na lokalno raven, sicer pa na državni ravni. Sama sem se odločila in šla v podporo in predlog kandidature gospodu Zoranu Jankoviću za kandidaturo na državnozborskih volitvah in niti sekunde mi ni bilo žal tega koraka. Menim, da je bila odločitev pravilna. Še bolj pa, ker smo samo v 7 tednih, je Pozitivna Slovenija dosegla najboljši rezultat v Republiki Sloveniji, torej največje število volivk in volivcev se je odločilo. Tukaj želim predvsem poudariti dejstvo, da kljub temu, da mora biti kdo razmišlja, da ljudje, tudi prav preprosti ljudje, ne spremljajo politike, spremljajo toliko, da je bila strani volivk in volivcev očitno ocena, da bi potrebovali nekoga, ki bi že imel
večdesetletne izkušnje tudi na področju gospodarstva, kar nedvomno gospod Zoran Janković kot dobitnik 13 menedžerskih priznanj, torej izbran strani najboljših menedžerjev v Sloveniji kot najboljši. Verjetno to ni bilo, sem prepričana, ne naključje, ampak dejstvo. Ampak ravno zaradi gospoda Jankovića, ki se je odločil, da bo šel v parlament, pa se je zdaj odločil, da si nazaj želi biti župan, ne, bodo v Ljubljani volitve. Menite, da je recimo to prava odločitev za gospoda Jankovića, tudi v smislu nekih, recimo, ali bi bilo bolje, da bi ostal v parlamentu kot poslanec, oziroma da vprašam drugače, menite, da bo stranka, če bo izvoljen za župana Ljubljane, s tem nekaj pridobila ali izgubila? Jaz sem prepričana, da Pozitivna Slovenija zagotovo ne bo nič izgubila, dobila bo župana. Gospod Zoran Janković je v času volilne kampanje poudarjal, da kandidira, da želi postati predsednik vlade. Z velikim spoštovanjem do poslank in poslancev, vendar sam sebe je nekako že prej videl v izvršilni funkciji, sam je bil skozi celotno večino poslovne kariere na vodstvenih delovnih mestih, dokazal se je in izkazal, da zna tako uspešno delovati na področju gospodarstva kot tudi politike, kot župan glavnega mesta Slovenije, torej Ljubljane, in tukaj je bil vedno znova neposreden in iskren do volivk in volivcev in jim je to tudi že v času kampanje jasno povedal, poudaril in menim, da bo zagotovo ponovno izvoljen za župana glavnega mesta Ljubljane ravno zaradi svoje odločnosti, iskrenosti in korektnosti do volivk in volivcev. No, vi ste bili izvoljeni za podpredsednico Državnega zbora. To je seveda predvsem neka operativna funkcija, kar se tiče sej, oziroma neka častna funkcija. Ali vseeno, recimo, vidite tukaj tudi neke izzive, da boste lahko tudi politično morda bolj aktivno zdaj delovali, ne kot zgolj poslanka, ampak tudi kot podpredsednica Državnega zbora? Dejstvo je, da v tem mandatu sem tudi prvič kot poslanka Državnega zbora, tudi prvič kot članica neke politične stranke. Namreč v prejšnji poslanski skupini nisem bila članica stranke, sedaj pa sem članica tudi izvršilnega odbora Pozitivne Slovenije in v Državnem zboru ponavadi največji opozicijski stranki pripada mesto podpredsednika ali podpredsednice. Jaz moram reči, da je zame to pomeni veliko odgovornost, seveda tudi čast, da sem postala podpredsednica Državnega zbora. Sem prepričana, da pomeni to tudi eno pomembno odločitev tudi strani Pozitivne Slovenije, da se je odločila in predlagala mene tudi za Belo krajino, ker Bela krajina nikoli ni imela v vodstvu Državnega zbora svojega predstavnika, sedaj ima podpredsednico. Gre pa tudi za to, da ta naloga pomeni predvsem vodenje sej Državnega zbora, pomoč predsedniku Državnega zbora oziroma nadomeščanje predsednika Državnega zbora ali v času katerekoli ali službene ali mogoče službene odsotnosti predsednika ali koriščenja dopusta. Nekajkrat se je že zgodilo, tudi v tem tednu bom nadomeščala nekaj dni predsednika Državnega zbora. To pomeni tudi, moram reči, da mi tukaj koristijo izkušnje vodenja tako prej kot bančnice, kot tudi 5 let kot županja občine Metlika, da mi tako podpisovanje dokumentov oziroma tudi pregledovanje in poznavanje področja, da mi to ni tuje. No, Državni zbor nekako tradicionalno v različnih raziskavah javnega mnenja oziroma zaupanja državljanov v določene institucije dosega zelo nizko mesto, ne? In verjetno najbrž tudi zaradi določenih afer, kot je bila ta zadnja z poslancem Simčičem in njegovim ponarejenim spričevalom. Zdaj, kako bi se morali poslanci v primeru, da recimo pride do takšne zadeve, nekako po vašem mnenju ravnati? Je odstop, recimo, oziroma da vprašam drugače, ali za poslance veljajo višja pravila kot za ostale državljane? Sama 5 let, odkar poklicno delujem v politiki, se zavedam moje visoke stopnje izpostavljenosti. Žal kdaj tudi kakšnih ali tako v javnosti med ljudmi, tudi kdaj tudi kakšnih pikrih besed
za katere se včasih človek ve, da ni nič kriv pri nekaterih zadevah, pa je okrivljen, ali pa tudi kakšnih zasebnih obtožb pa ne držijo. Drugače pa zagotovo smo poslanke in poslanci in nasploh politiki tisti, ki bi morali biti za zgled ostalim državljankam in državljanom, in da je v zadnjih letih, tudi že v prejšnjem mandatu, ugled poslank in poslancev, če primerjam s tem, ko sem bila na obeh funkcijah, tako županja kot poslanke, sem dostikrat imela občutek, da sem bolj spoštovana kot županja, kot pa kot poslanka. Čeprav sama sem se v svojih razpravah in se tudi še vedno trudim in zavzemam za to, da bi bile v čim večji meri korektne, da ne bi, kot bi rekli, šli v razpravah pod nivo, in upam si trditi, da ta sklic državnega zbora, v katerem je več kot 2/3, torej 60 novih poslank in poslancev, da so razprave, si upam trditi, neprimerno drugačne, kot so bili v preteklosti. Torej z manj žalitvami, z bolj konstruktivnimi razpravami, pa tudi z strokovnimi razpravami. Videti je, da gre za veliko število visoko izobraženih ljudi med poslankami in poslanci, tudi intelektualci, tudi raznimi profesorji, doktorji in tako dalje, tudi športniki. Veliko je tudi novinarjev med kolegicami in kolegi, zatorej menim, da so razprave zgledne. Kar pa se tiče konkretnega vašega vprašanja, tukaj gre tudi za vprašanje moralno-etičnih vrednot. Glejte, tudi volitve so pokazale svoje in jaz sem prepričana, da državljanke in državljani Republike Slovenije ne bodo pozabili, da so nekateri v času volilne kampanje govorili nekaj, potem, ko se je ustvarjala in dogovarjala koalicija, pa so bili s figo v žepu. In menim, da tako državljanska lista gospoda Gregorja Viranta, kot tudi stranka Desus, tukaj njihova ravnanja zagotovo bodo strani volivk in volivcev bila odločena pri naslednjih volitvah drugače. No, vi ste tudi članica odbora za pravosodje v državnem zboru in trenutno še vedno poteka izjemno burna debata o prenosu tožilstva, oziroma ali bi tožilstvo moralo ostati v pravosodju ali bi se ga preneslo pod notranje zadeve. Zdaj, kakšno je vaše stališče pravzaprav do tega vprašanja? Moje osebno stališče, tako kot je tudi stališče Pozitivne Slovenije, je na strani, da bi moralo tožilstvo ostati na področju Ministrstva za pravosodje. Torej, da se predvsem argument je strokoven. Strokovni argumenti, strokovna javnost je tista, ki je to zadevo tudi v javnosti dostikrat obrazlagala, ravno tako tudi civilna javnost, in tukaj gre za nekatere odločitve, v katerih sedaj te vlade preprosto ne razumem. Si pa moram poudariti, da bo Pozitivna Slovenija delovala in deluje kot konstruktivna opozicija, kar pa pomeni, da ne kritična. Namreč ravno v povezavi s tem, kar ste me vprašali, zakon o vladi in prenos tako na eni strani tožilstva iz pravosodja na notranje zadeve, kot tudi ukinitev Urada za enake možnosti, Urada za verske skupnosti, na drugi strani pri zakonu o vladi, da ne bo do določeni prenosi ali ukinitve imele finančnih posledic, vendar brez konkretnih argumentov in dejstev. Tukaj nas res niso v seji, ki je bila v prejšnjem tednu in ki se bo nadaljevala tudi v sredo, nas res niso prepričali. No pa je recimo to ukinjanje organov po vašem mnenju pravi način varčevanja, ker vlada pač vse skozi poudarja tudi, da bo na tak način privarčevala, ne? Ravno to omenjam. Navedeno je bilo samo, da ne bo imelo finančnih posledic. Torej, predvidevam, da to pomeni, da ne bo več stroškov, vendar ni bilo argumenta, nobenega dejanskega pokazatelja, nobenih dejanskih ekonomskih, vrednostnih kazalnikov nismo dobili. Skratka, menite, da je to na pamet? Glejte, zakaj gre tudi. Pozitivna Slovenija je v času volilne kampanje obrazlagala, da tudi mi načrtujemo na področju javne uprave zmanjšati število zaposlenih. Z nekje 2 do 3 odstotnim zmanjšanjem, letnim zmanjšanjem, kar bi pomenilo naravno zmanjševanje, naravno pomeni za upokojitvami,
nekaj pa tudi z določenimi racionalizacijami in reorganizacijami. Tukaj pa je bojazen, da bo morebiti zelo veliko število ljudi v državni upravi izgubilo delo že v prvem letu, kar posledično pomeni, da bo veliko število družin ostalo brez pomembnega vira za preživetje. Javna uprava, glede na to, da sem tudi na področju občin, lokalne samouprave imela priložnost delati poklicno, se še kako dobro zavedam, da nas na občini ni bilo preveč. Tudi v posameznih ministrstvih ne morem trditi, da ponekod niso potrebne reorganizacije, racionalizacije, zagotovo so, vendar ne povsod. In tukaj kar tako na pamet, brez dejstev, nismo dobili nobene predstavitve, kolikšno število zmanjševanje, koliko ljudi manj, na drugi strani nismo dobili ekonomskih pokazateljev, recimo zmanjšanje na tem in tem ministrstvu toliko in toliko ljudi manj, zato ker recimo gre za ukinitev Urada za verske skupnosti, gre za ukinitev Urada za enake možnosti, na eni strani izgubljamo Ministrstvo za kulturo, tudi na tem področju me skrbi me zakon o medijih, namreč ravno tudi kot je televizija, TV Vaš kanal, televizija posebnega regionalnega pomena, kot so RTS Maribor in TV Primorka, kaj tudi to pomeni. Kar nekaj je takšnih vprašanj, na katere na sami seji in pri sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona o vladi nismo prejeli odgovora. Namreč, kadar govorimo o finančnem pokazatelju in niti enega ekonomskega pokazatelja, pa tudi količinskega, koliko ljudi manj, na drugi strani pa nekateri omenjajo, da se dodatno zaposlujejo, ne vem, šoferji in tako dalje. Razumem vsakega od ministrov, da mora imeti ljudi, katerim res najbolj zaupa. In to nikomor tega ne zamerim, to vrstne odločitve, vendar žal mi je ljudi, ki niso politiki, v javni upravi, ki so strokovnjaki. Pa bodo očitno vseeno izgubili delo, ne? Tudi Urad za podnebne spremembe, recimo. No, ampak tukaj je seveda tudi vprašanje, ne, a bi morala vlada iti najprej v recimo pogajanja o nižanju plač ali tako delati reze tudi pri zaposlitvah, ne? Skratka, menite, da bo tukaj prišlo do nekega, oziroma neki poskusi seveda socialnega dialoga tukaj so, tudi prejšnji vladi se je pravzaprav očitalo, da nekako je tukaj spodletelo, ampak vseeno, kako ocenjujete? Menite, da se vlada tokrat na nova dovolj pogaja s sindikati, da bo tukaj prišlo do nekega dialoga in sporazumnih rešitev, ali bo po vaših izkušnjah oziroma mnenju morala vlada iti v to nižanje zaposlenih v javnem sektorju, pravzaprav brez njihovega soglasja? Glede na to, da še ni minilo 100 dni delovanja te vlade, čeprav ni sama vlada nikakor izrekla, da potrebuje 100 dni, sama v povezavi z socialnim dialogom še ne bi dajala ocene, ki bi kakorkoli bila nekorektna. V danem trenutku pa je zaznati med ljudmi nemir. More biti že tudi nezadovoljstvo in zatorej tukaj nisem prepričana, da so odločitve že v danem trenutku bile pravilne. Moja ocena je v povezavi z Uradom za enake možnosti, v povezavi sedaj s sprejemanjem družinskega zakonika, da ne bi bilo prav, da bi o moji družini odločali drugi, ne pa jaz sama. Menim, da ne bi bilo prav. Drugače pa, vi ste tudi članica odbora za finance in vlada je pravzaprav že predlagala, da je ena izmed njenih predlogov za rešitev iz krize to, da zniža dohodnino za tiste z najvišjimi dohodki. Se vam zdi, da to daje pravi signal v času krize, ko vemo, da čedalje več ljudi živi pod pragom revščine, da se pravzaprav razbremenjuje davčno najbogatejše? Dokler še ni konkretnega, tudi na samem odboru, konkretnega predloga ne bi zdaj v tem trenutku ocenjevala. Morebiti se bo vlada tudi še v zvezi s tem še odločala, še posvetovala in morebiti tudi z opozicijo poskušala najti potreben, konstruktiven dialog. Lahko pa poudarim, da smo strani opozicije Pozitivne Slovenije kot tudi Socialnih demokratov pomoč Grčiji tudi sedaj na zdajšnji seji sprejeli. Naj povem, da sedanja vlada, 6 ministrov sedanje vlade, vključno s prvim ministrom, gospodom Janezom Janša, v preteklem mandatu pomoči Grčiji, kljub temu, da smo v evropski družini,
niso takrat podprli, mi pa delujemo kot konstruktivna opozicija, vendar to ne pomeni, da ne kritično razmišljamo tudi o tem, da bi oblikovali in tudi delujemo že v tej smeri z oblikovanjem vlade v senci, kamor želimo povabiti tako še kolegi iz opozicijske SD, kot tudi tiste, ki danes niso v parlamentarne stranke, kot je LDS, Zares, TRS, tudi demokrati gospoda Žnidaršiča. No, ampak vseeno, čeprav ste dejali, da recimo ne želite konkretno še komentirati, kakšno je vaše načelno stališče do tega? Bi bilo potrebno tukaj nadaljevati s politiko, ki je imel recimo pretežno gospod Pahor, skratka, ne toliko nižati pač davke za najbogatejše oziroma za podjetja, ampak pač pravzaprav vlagati nekako v to socialno varnost, ali bi bilo treba po vašem mnenju za spodbujanje gospodarstva vložiti več? Prav je, da se poskrbi za socialno varnost državljank in državljanov Republike Slovenije, vendar do te mere, da ne bi morebiti državljanke in državljani razmišljali o tem, kar me večkrat opozarjajo ljudje, predvsem gospodarstveniki in podjetniki, velikokrat, da pridejo iz Zavoda za zaposlovanje, se javijo na razpis ljudje, ki že pri podjetniku, ko se oglasijo na razpis, recimo program Pokolpja je podjetjem dal od nekaterim, ki so se prijavili na območju Bele krajine in Kočevske, od 30.000 do $500.000 evrov nepovratnih sredstev in pogoji imajo nove zaposlitve. In javljajo se jim brezposelni ljudje, ki jim nekako dajo vedeti, da v danem trenutku še niso zainteresirani, da bi se zaposlili. In to me skrbi. Skrbi me v toliko, torej pomeni, da za nekatere iz socialnega vidika jim zaposlitev še toliko ne pomeni, da bi se zaposlili. Torej, ali so preveč socialno spodbujani, da vidijo premajhno razliko med tem, da bi bili zaposleni ali pa brezposelni doma in da dobijo dovolj nadomestila. Torej, tukaj po moji oceni bo potrebno še narediti določene spremembe. Na drugi strani, ker se sama spomnim v svojih 23 letih delovne dobe, ko sem delala v banki s podjetniki, tudi na področju kreditiranja, kako zelo pomembne so bile za podjetnika, začetnika ali pa tudi za tiste, ki se odločijo za nove investicije, davčne olajšave in spodbude. Skratka, ta ukrep vlade, čeprav razumem, bi vi osebno podprli? Jaz osebno bi to vrstno spodbudo podprla. Ravno zaradi tega tudi strani Pozitivne Slovenije smo v svojem volilnem programu imeli to vrstno razmišljanje. In naj poudarim, predsednik Pozitivne Slovenije, gospod Zoran Janković, je v zadnjem času večkrat povedal, da kljub temu, da je v času volilne kampanje dostikrat bila razprava drugačna, sam tudi spremlja in ugotavlja, da tudi delo te vlade, kar se tiče programa, povzemajo tudi program, ki ga je zagovarjala Pozitivna Slovenija. Torej, ne gremo v razkorak, torej tudi pokojninska reforma, da je potrebna, če se spomnimo, je nazaj referendum padel in tako dalje. Na drugi strani čakamo samo še to, da bo tudi predlog, mi smo v času volilne kampanje predlagali zvišanje DDV-ja za 1% kot edina stranka. Sedaj pa samo še to čakamo, da bo tudi vlada že prišla do te ugotovitve, da bi to bilo potrebno. No, ampak vseeno, če za trenutek ostanemo predvsem pri varčevanju, ki ga nekako zagovarja ta vlada, menite, da obstajajo področja, kamor recimo vlada ne bi smela v času krize posegati, kar se tiče varčevanja, recimo čisto resorno? Po moji oceni zagotovo ne na področju infrastrukturnih projektov, velikih strateško pomembnih infrastrukturnih projektov. Tukaj imam v mislih razvojne vsi. No, ravno na to sem pravzaprav ciljala. Za tretjo razvojno os, ki je izjemnega pomena za Belo krajino, recimo, ni bilo denarja že takrat, ko ni bila kriza. Imamo kakšne garancije, da pravzaprav se bo zdaj ta denar vseeno našel, čeprav se bo res zelo očitno povsod? Zagotovo bom zelo budno spremljala, kako poteka postopek, nadaljevanje postopka sprejema državnega lokacijskega načrta za tretjo razvojno os, konkretno južni del, ki gre iz Novega mesta do Bele krajine. Namreč v prejšnjem mandatu kot poslanka in tudi prejšnji mandat vlade je sprejel poseben sklep,
da so 3 sklepe za sprejem 3 državnih lokacijskih načrtov. Obvoznica Novega mesta, torej mimo 2 paradnih konjev slovenskega izvoza, Krke in Revoza, obvoznica do vključno tunela pod Gorjanci, predora Maline, potem drugi odsek iz predora Maline na eni strani do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in iz predora do mimo Semiča do Črnomlja oziroma Črnomelj jug do Kanižarice in tretji odsek iz Črnomlja jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica. In sedaj, kolikor sem tudi strani belokranjskih občin bila seznanjena, je pred sprejemom državni lokacijski načrt za prvi odsek, torej iz Novega mesta vključno s predorjem Maline. Menim, da je izrednega pomena za slovensko gradbeništvo, velika poslovna priložnost, da bi imeli delo, saj namreč na ta način bi se gospodarski in finančni krog zavrtel. Namreč, če bi gradbena podjetja imela delo, če bi se ta velik projekt tretje razvojne osi pričel, bi gradbena podjetja imela delo, ljudje zaposlitev, družine bi lažje preživele, na nek način bi se delno tudi potrošnja povečala, kar bi pomenilo tudi za vsa povezane ostale panoge, tako gospodarstva, turizma in ostalih aktivnosti, torej ponovno bi postopoma prišlo do razcveta gospodarstva, kar v danem trenutku, žal težko rečemo, tudi pričakujem, da se bo program Pokolpja, območno razvojnega partnerstva, nadaljeval in da bo tukaj območje Bele krajine in Kočevske, ki je dejansko zapostavljeno, imelo pomemben poudarek. Namreč Pomurski zakon, če primerjamo Pomurje, večkrat sem poudarila, imajo že cestno infrastrukturo zagotovljeno, že zelo razvit turizem. Tako je. No, vlada pa bo očitno spremenila tudi način upravljanja z državnim premoženjem. Očitno se bo moral Avken po novem veliko bolj posvetovati z vlado, kar je že naletelo na nekaj negativnih odzivov prav strani Avkna. Se vam zdi to prava poteza? Strani Pozitivne Slovenije je ravno tako bilo razmišljanje o ukinitvi Avkna, vendar na drugi strani bomo tukaj videli, kakšni bodo dejansko konkretni predlogi strani vlade oziroma nekatere zadeve je sedaj že možno videti in povsem se s tem zagotovo ne bomo mogli strinjati. Namreč tukaj gre za državno premoženje, je tudi na nek način neko zlato, neka vrednost, ki jo ima Republika Slovenija in tudi na državno premoženje je treba gledati pozorno, z budnim očesom, če konkretno omenim največjo državno banko, kot je recimo Nova Ljubljanska banka, je bilo in je stališče Pozitivne Slovenije, da se zadrži 25% plus en glas, plus ena delnica v tej banki, torej da se tudi tukaj ne pozabi, namreč za vsako državo je pomembno, da ima tudi svoje premoženje. Tukaj bo potrebno pri samih obdavčitvah razmišljati, vemo, kdo so večinski lastniki posameznih tako premoženja, tako gozdov in tako dalje. In tukaj verjetno pri obdavčitvah in pri ostalih zadevah bo potrebno narediti še določene potrebne korake in zagotovo bo Pozitivna Slovenija in opozicija tukaj opozarjala. Smo tik pred koncem oddaje, tako da od referenduma o družinskem zakoniku nas pravzaprav ločuje še dober teden in pol. Vi ste že omenili, da zakonik podpirate, morda kakšne so tiste ključni razlogi, da se vam zdi, da ga je potrebno podpreti? V teh dneh je bilo dostikrat govora, pa tudi v času že pred sprejemom, že pred prvim referendumom o tem, zakaj gre. Tukaj gre za skrb in za razmišljanje za otroke. Otrok ni nič kriv, v kakšni družini živi. Dostikrat se tudi zgodi splet okoliščin, bolezni, smrt, da je lahko otrok celo potem odrašča v istospolni družini, matere, sestre, sorodnice in da se dostikrat lahko ravno otrokom dogaja krivica. In ne bi bilo prav, da bi konkretno omenim o moji družini odločali drugi, ne jaz sama in ne moji sorodniki. Zatorej menim, da je prav, da se družinski zakonik sprejme, nikogar ne zapostavlja
Kaj, če se zgodi, da sem jutri jaz ali nekdo od nas manjšina in če z zakonom ne bo to sprejeto, kako bi se počutil otrok, ki danes živi v družini, recimo enostarševski družini z materjo in recimo teto. Jutri mati umre in se zgodi, če ne bo to zakonsko urejeno, tako, da pripada, ne vem, družini svojega očeta, ki je skoraj ne pozna. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in seveda obisk v studiu. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Bodite z nami spet čez 14 dni. Lahko noč. Lahko noč.